Dober večer. Hvala lepa vsem, ki ste tukaj. Danes imamo deželo pridnih, in sicer tehnološka nehumanost. Moja gostja je pa Neja Berger, ki je mlada raziskovalka družbenih vidikov novih tehnologij, in sicer na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja na FDV. Je tudi sourednica spletnega medija Dissens, sodelavka Radia Študent in pa mnogokrat objavljena avtorica tako publicistike kot pa strokovnih besedil. Neja, hvala za udeležbo in da si sprejela ta izziv, da nam vsem predstaviš en malo bolj podroben uvid v humanost oziroma nehumanost umetne inteligence. Da pa lahko sploh začneva razkrajati to temo, bi te pa najprej vprašal, kaj bi ti rekla, da pa človeka dela človeka? Ja, to se mi zdi v bistvu najbrž najtežje vprašanje, ki mi ga boš danes zastavil. In ne vem, zdi se mi, da ponavadi, kadar govorimo o definicijah, ne samo človeškosti ali pa človečnosti, humanosti človeka, ampak nasploh o definicijah, razmišljamo vedno v nekih relacijah. Torej, v tem primeru, ko dela človeka v nasprotju z nečim, kar pa opredelimo kot nečloveško. In se mi zdi, da v teh raznoraznih diskurzih, kjer poskušamo opredeliti torej človečnost ali pa človeškost človeka, se ponavadi ali primerjamo oziroma identificiramo ali pa pozicioniramo v relaciji z naravo kot nekim konceptom ali pa s tehnologijo. In zanimivo mi je tudi to, da se glede na to, s čim se torej vzpostavimo kot človek, kot distinkcija od nečesa drugega, se tudi spreminja nekako pozitivna ali pa negativna konotacija teh recimo pridevnikov ali pa teh pojmov, s katerimi se opredeljujemo. Na primer, v tej primerjavi z nekim konceptom narave se ponavadi iščejo razlike ali pa dolgo se je poskušala najti ta ena razlika, ki nas dela različne od živali, drugih živali, ampak v tej narativi bolj živali, kot nekaj ločenega. In ne vem, a imamo največje možgane, a imamo večje število nevronov, pa se izkaže, da nič od tega, ne, a imamo edini jezik, tudi ne. In tako da tukaj se mi zdi, da se ponavadi vzpostavlja neka taka narativa o napredku in razvoju, kjer neka taka evolucijska, torej kao mi smo bili, ne, tako bolj živalski, ampak smo se razvili zaradi neke racionalnosti, s katero smo razvili znanstveno metodo in pol naravo ukrojili sebi in tehnologijo razvili in napredovali in industrializacija in tako imenovana civilizacija. Ta pogled je tudi problematičen iz stališča, da torej v to živalskost ne dajemo samo tako živali, ampak tudi recimo kakšne druge kulture, ki niso na tej točki razvoja, mislim, valjda zelo zahodna perspektiva. Tako da ja, po drugi strani ta primerjava s tehnologijo, tukaj je pa glih to, kar klejmamo kot, mislim, kar si prilaščamo kot res človeško, so pa glih kao neke naravne stvari, ne. Tukaj smo pa tako, ljudje nismo kot roboti, ker mi smo del narave, ker mi imamo, ne vem, naravni materinski nagon ali pa ker mi imamo, ne vem, neke naravne vzgibe ali pa seksualnost ali pa ne, in tukaj se vzpostavi neke metafore, ne vem, neka toplina in senzibiliteta v nasprotju s hladno mehanskostjo nekih strojev in tako. Tako da se malo zamena. Ampak ja, nič od tega se mi ne zdi mislim, oboje in koncept narave v tej prvi narativi in koncept tehnologije pa mislim, da se da zelo preopraševati in dekonstruirati in pol, ko nam razpadajo ta nasprotja, nam začne razpadati tudi človeškost. Super si to opisala. Zdi se mi, da nekaj, kar zelo izstopa, je ena kontradiktornost, no, ki se izpostavi med tem, kako človek se torej definira v primerjavi z naravo in hkrati v primerjavi s tehnologijo. Kje pa bi, če pa greva še malo v odnos narava človek, kje pa meniš, da so meje med
človekom in tehnologijo. Kaj pa ti praviš, da jih ločuje ali pa razlikuje? Aha, torej med tehnologijo ali ja, tukaj se mi zdi najbrž sploh glede na to, da bova govorila o umetni inteligenci in tako, da je okoli tega nekako zasnovan ta pogovor, da bi tukaj mogoče privlekla na danen koncept zanimiv utelešenega uma. Tam konc 90-ih je bil predstavljen strani Andyja Clarka in še nekoga, katerega imena se zdaj ne spomnim. In v bistvu je tukaj, mislim, ker ko mi razmišljamo o človeški kogniciji, o razmišljanju, o umu, o inteligenciji, razmišljamo pogosto o tem kot o nečem, kar se dogaja znotraj nas. Ta koncept razširjenega uma pa predlaga, da je v bistvu naša kognicija, naš delegiran tudi na neke zunanje materijale, da je na nek način decentraliziran v neko mrežo nekih zunanjih materijalov, drugih teles, drugih entitet in tako. Ampak recimo, bom veliko manj abstraktno zdaj to povedala, ko se mi učimo računati na roke, kot se reče, v osnovni šoli recimo seštevati, si uporabljamo neko zunanjo tehnologijo in ta tehnologija je lahko zelo enostavna, na primer papir in svinčnik, in to tehnologijo uporabljamo kot nekakšen zunanji spomin, v katerega shranimo določene števke, ki so umestni izračuni, ko damo tisne, pa seštejemo najprej samo 2, pa si napišemo, pa pol tam, no, se znamo, menda še, v bistvu nisem šur. Ampak torej si te umestne seštevke shranimo ne v svoj spomin, ampak si napišemo in s tem nekako nek zunanji spomin uporabimo to, in ta kognitivni proces v bistvu se odvija v nekem sodelovanju, dost prepletenem s to tehnologijo. Tako da to je v neki zelo osnovnem smislu ta koncept razširjenega uma. In ja, lahko razmišljamo torej o svojem delovanju ne na način znanstvene fantastike in teh čipov, ki bi jih Elon Musk vstavil v možgane in to, ampak da delujemo tako kiborško in prepleteno s nekimi tehnologijami od enostavnih do bolj kompleksnih že skozi, recimo, oziroma ja, da veliko bolj kiborško delujemo in veliko bolj kiborško deluje naša kognicija, no. Tako da pa se pa to seveda spreminja, kot se spreminja in napreduje tehnologija, ne. Zdaj ta papir in svinčnik je eni postopki znotraj, koraki znotraj enega procesa se shranijo tja, druga stvar je pol kalkulator, ki ti cel proces naredi namesto tebe. Ampak še vseeno mi to uporabljamo, ne vem, recimo veliko tudi razmišljamo o telefonu kot nekem podaljšku roke, na tak način, ko vse imam jaz shranjen noter. Pač, ko res, če zgubiš telefon, vsak, ki se vam je to že naredil, po mojem, se lahko poistoveti s to izkušnjo, da če zgubiš telefon ali pa računalnik, ampak predvsem telefon ali pa tega ukradejo, da je res, kakor da bi neko manjšo kap doživel, ne. Pa nočem zdaj tako biti nespoštljiva do dejansko, ja, ni tako kot dejanska kap, sam dejanski je neka huda okrnitev delovanja. Jaz se kar naenkrat ne znajdem, jaz kar naenkrat se ne znam orientirati v prostoru, ker nimam Google Mapsa, jaz ne vem številke od nekoga, ki ga moram poklicati kot emergency, ker je ta spomin tam v mojem telefonu, v bistvu in še toliko drugih stvari, no. Tako da, ne vem, če sem s tem glih odgovorila, ampak sam hotela sem reči, da ta meja v bistvu ni toliko jasna. Kar si odgovorila. Zdaj pa, če greva malo na podlage pač vzorcev vedenja ljudi, bi bilo mogoče reči, da nam v bistvu ustreza, da nekdo, robot, umetna inteligenca, misli namesto nas. Ampak me zanima, a je to dejansko res?
Torej, ravno to, kar si govorila, ne? Da je vse shranjeno v tem telefonu. Da se, ker, Sorry, a tele sem prekinem? Jaz res ne vem, a sem prej rekla razširjeni ali utelešeni, ker pa sem narobe rekla. help. Ampak ne vem, film imam, da sem rekla narobe, ampak mislila sem razširjeni. Okej. Sam to bi tako popravila. Super. Smo zabeležili. Ja, to je pa tudi en koncept, ki bo mogoče pa relevanten. Ja, no, torej, če greva nazaj na ta telefon, zdi se, da nam ustreza, da mislijo namesto nas. Ampak a je to res? Kaj v bistvu ljudje, ki raziskujete vpliv družbenih omrežij na ljudi, na komunikacijo in na naša čustva, kaj se pa izkaže? A bi ti to trditev ovrgla ali zavrgla ali potrdila? Torej, kako nam je, kako doživljamo to? Ali, tukaj bi mogoče v bistvu omenila ta koncept paranoidnega sebstva. To je en koncept, ki ga je, vsaj jaz sem ga prebrala prek enega poglavja, ki ga je napisal avstrijski teoretik Felix Stalder, ki zdaj v bistvu glih prevajam to poglavje, ga bomo objavili na Dissenzu, ki govori o tem, ta self-tracking, to pač tudi, da štejemo vsi korake, 10,000 korakov, pač tisto, ko imaš aplikacije, ko ti trackajo, kako spiš, kdaj se zbujaš, kdaj imaš rem, pa to, ne vem, štetje, koliko kalorij si pokuril in tako dalje. V bistvu ta, torej, sledenje sebi skozi te neke tehnologije, ki pa temeljijo na kvantifikaciji in na določenih statističnih metodah. Torej, te statistične metode, na katerih tudi v bistvu večino strojnega učenja, mislim, da je bolj relevantna pol tudi ta Bayesovska ali pa Bayesova, ne vem, kako je pravilno v slovenščini, statistika, ampak tudi neke metode, kot so korelacije, predvsem pa linearna regresija, vse izvirajo od raznih očetov moderne statistike, ki so v bistvu jih uporabljali, da so dokazovali, mislim, da so iskali korelacije med ponavadi, mislim, med ljudmi in njihovimi lastnostmi in so poskušali dokazati te evgeniki, biometrika, pa to, da so poskušali dokazati dednost nekih lastnosti. Oni so tudi pol vsi najdli korelacijo med, ne vem, recimo revščino in neuspehom ali pa inteligenco in tako naprej, in so to v tem pripisali neko vzročnost, so s tem zagovarjali, da zato ni dobro izobraževati revnih ljudi, ker itak bo to sam metanje keša stran, ne. Tako da k tem se lahko v bistvu vrnemo, kako so te metode neko kurirano verzijo preteklosti vzele in iz nje razvile model za upravljanje tudi prihodnosti. Tu bo relevantno tudi pol, ko bomo razmišljali o strojnem učenju pa o teh modelih, ki jih zdaj uporabljamo, po mojem. S tem pa absolutno nisem mislila reči, da tako neka statistična metoda, kot je linearna regresija ali pa karkoli, da je a priori vsebuje neke fašistične tendence. Mislim, tako, to je sam metoda, ki se lahko uporablja na zelo smiselne načine in seveda na veliko področjih je to zelo relevantno in primerno. Ampak ni pa nujno nasploh nek kvantificiran, pač nek kvantitativen pristop k ugotavljanju in k vednosti ni nujno primeren za proučevanje sebstva. In tudi dolgo se je to upiralo, mislim, razen teh behavioristov, ko so bili, ki so tudi vsi bili zelo fašistični, ki so mislili, da pač se da zvediti, zanemariti vse drugo, kar se dogaja kao notranje in meriti samo to, kar se da opazovati, torej vedenje, in še tam vedenje v bistvu prirediti vedenju neke kategorije, ki se jih da zapakirati v spremenljivke, ki se jih da pol meriti in analizirati v teh statističnih sistemih, ne. Ker zelo veliko enih postopkov abstrakcije in reprezentacije, v katerih se veliko stvari popači in izpusti kot nek statistični hrup, je potrebnih, da lahko mi s takimi metodami do nekih ugotovitev pridemo. Zdaj sem morda malo zašla, ampak morda pa tudi ne. V glavnem. Ja, no, in
Obstaja pa zdaj ta neobehavioristični pristop, ki pa trdi, da zdaj, ko smo pa v big data obdobju, lahko pa seveda in ko so tukaj dostopni te trackerji, kjer imaš telefon, ki ti lahko vse meri in ti meri srčni utrip in ti meri, ne vem, pritisk in cuker in korake in vse to, da lahko s tem v bistvu dostopamo do tega nekega znanja o sebi. No, Stalder pravi, da poraja to neko paranoidno sebstvo, že iz tega stališča, da v bistvu ta kvantifikacija sploh v tem kontekstu vsebuje nekaj, kar on imenuje znane nespoznavnice, tako sem jaz to prevedla, ne vem, če sem glih dober, ampak known unknowables je v angleščini. In s tem misli v bistvu neke stvari, za katere lahko vemo sam, da nam ostajajo nespoznavne, da jih ne moramo spoznati in da jih v bistvu nikoli ne moramo zares vedeti. In govori o treh, sam še to povem, pa res gre lahko to drugo vprašanje. Torej, prva je podatki sami, kot sem že prej omenjala, vsebujejo, mislim, podatek sam ni reprezentacija res nečesa, res neke narave out there ali karkoli, ampak je res nek proxy. In še med tem proxijem in fenomenom ali pa pojavom ali pa stvarjo, ki jo meri, ne vemo točno, kako je razmerje, niti nam ni dostopno to znanje, razen skozi druge podobne metode ali pa stroje. Naprimer, valjda ne meri res tvoj telefon koraka, ki ga narediš, ampak pač kdaj je presežen nek prag znotraj enega modela, glede na to, ko en senzor sporoča o nekem gibanju. Drugače tudi ta številka 10.000 korakov na dan je popolnoma random, vse tudi tako raziskave, ki so bile pol, če je to res neka legitimna številka, so ugotovile, da je v najboljšem primeri pač tako arbitrarna, recimo, mislim, da je tako ni zares nek smiseln prag, ampak je v bistvu taka ful lepa številka, ki izhaja iz neke kampanje za te pedometre na Japonskem v 60-ih, iz tem je to. Ampak se je obdržal, ker to je taka zelo oprijemljiva, ne? 10.000 korakov na dan in pol sem zdrava, mislim, da sem presegla nek ta prag. No, druga ta nespoznavnica je v bistvu tisto, kar nam ostaja nemerljivo, ne? Torej, ta pristop kvantifikacijski vzame nek aspekt, ki se ga da zmeriti, ne da se zmeriti celote nikoli in tiste stvari, ki se jih ne da zmeriti, se pač pol mora zanemariti in tudi enkrat je treba sprejeti to odločitev. Sej tukaj je cela znanost, kdaj je pol statistično dost relevantno, da se nekaj zanemari, kdaj ne, ampak še vse in ko gledamo, ne vem, spanec, on lahko zmer, ne vem, dihanje ali pa nekaj pol lahko zmer mogoče, da si se obrnil, če mogoče tu nekako zazna spet, ne vemo, ne, v razmerje podatek in dejanska številka, pol lahko zmer, ne vem, še nekaj, ampak kjerkoli aspekt zmer pač tu ni celotna slika in če si predstavljamo tako neko celoto in pol neke točke, ki jih merimo, tudi če jih imamo veliko, si lahko predstavljamo tako, da jih je več in pol če zoomamo in, je tukaj noter še več med njimi, ne, ta paradoks tega, da vedno je več praznega prostora vmes, tako da to je druga ta nespoznavnica, tretja je pa v bistvu mašinerija, ki to upravlja, v smislu, če konkretno gledamo ta primer, ta podjetja, ki imajo to, ne, ki in razvijajo te modele in predstavljajo te podatke in jemljajo te podatke in to, da moramo imeti, mislim, tudi v bistvu temelji vso to znanje o sebi pol v nekem zaupanju v ta podjetja. Tako da to kaj je bilo vprašanje? Super si povedala. Točno to, kar smo rabili slišati. A pa misliš, da se lahko na kakršen koli način reče, da so kateri od teh procesov, postopkov, namer pa vseeno lahko etični? Torej, a lahko obstaja etična umetna inteligenca? Ja, mislim definitivno, se mi zdi, da mislim, da v bistvu umetna inteligenca kot taka, torej če govorimo specifično najverjetneje zdaj, če govorimo o umetni inteligenci, ponavadi mislimo te modele, ki nastanejo s strojnim učenjem in se na raznih področjih uporabljajo, ali so to te generativni, jezikovni ali pa slikovni, ali so to neki drugi modeli za napovedi in tako naprej. Absolutno, mislim, da v bistvu nikoli ne morejo biti etični ali pa neetični sami po sebi, tako kot
no, mislim, ok, se je vprašanje, če lahko tehnologija nek, ne vem, orožje ali nekaj, ampak tako, a veš, v smislu, ni tehnologija sama po sebi etična ali pa ne, ampak način uporabe te tehnologije, ne, to je ena stvar, druga pa definitivno se lahko v tako imenovane etične namene ali pa zelo koristne in pomembne namene uporablja. Mislim, in v, ne vem, medicini in tudi, da v bistvu smo s tem te podnebne modele, ne, s katerimi sploh vidimo, kako škodo smo naredili planetu in to. Razna področja, kjer je zelo nujna in koristna uporaba te tehnologije in smo lahko veseli, da pač je tukaj napredovala. Ampak ja, hkrati pa pol ogromno enih področji, kjer je pa problematična uporaba, o tem bova najbrž še pol govorila. In tudi to vprašanje tega, ne, mislim, te modeli so v bistvu, se ne zavedamo, koliko so energetsko absurdno potratni. Koliko v bistvu, mislim, in ta kriza s čipi, ki se bo zdaj, ne vem, kako se bo razvila, ki vpliva na te grafične kartice, ki se uporabljajo, no, nima veze, v glavnem, in pač količina električne energije, ki jo ki se uporabi za, mislim, in za treniranje tega modela in pol za vsak nov rezultat, ki ga hočemo od njega. Tako da je žalostno, da ni neke presoje, kjeri so pomembni ali pa etični in kjeri so nek absolute trash, za katerega porabljamo, delamo celo škodo z njimi in hkrati porabljamo ogromno naravnih sredstev. Ja, najbrž ta prvi prinašajo največ profita, ne, in je v tem kar ta ključen odgovor. Zdaj pa bi te v bistvu citiral. Upam, da ti to ne bo neprijetno, ampak v Mitu o umetni inteligenci, ki je na Dissenzu, res zelo priporočam, to bi rekel tudi, če ne, zdaj ne bi bilo tukaj, si rekla, da počlovečanje umetne inteligence vidiš kot simptom človekove narcisoidne obsedenosti s tem, da bi doživel repliko svoje različice inteligence v stroju, kar otežuje razumevanje njihovega dejanskega delovanja. A nam, prosim, poveš več o tem, se mi zdi, da je zelo povedno in močno. Ja, mislim, da pri tem imam dva aspekta, ki se mi zdita pomembna. En aspekt je to, da v bistvu, ko rečemo umetna inteligenca, ok, zdaj govorimo ponovadi o teh modelih, ki sem jih parkrat že omenila, ampak v resnici bi lahko govorili tudi o čisto drugačnih umetnih inteligencah. Sam mi smo si nekako v vsej naši domišljiji, ki jo vidimo v, ne vem, nekih znanstveno-fantastičnih romanih ali pa zgodbah, kakorkoli filmih, in tudi v tem, kam smo usmerili vso energijo za razvoj neke umetne inteligence, v bistvu imamo zelo ozk pogled na inteligenten sistem, ki temelji na tem reprezentacijskem modelu, torej na tem, da obstaja neka centralna živčna enota, tako kot v ljudeh, pač možgani, in da obstaja nek input, torej od nekih čutil, zdaj dobivam neko informacijo ali pa tle od oči dobivam nekaj, ampak jaz si v bistvu to sliko, ki jo vidim, ne prihaja iz oči, ampak si jo jaz reprezentiram, skonstruiram v tej centralni živčni enoti in pol nazaj spet tisto, ki gre signal, da zdaj jaz premikam usta in jezik in to. Tako da ta človeški model, ki sicer pa spet bi lahko prišlo do kritik tega, če je res tako preprosto to pri ljudeh tudi, ampak v glavnem na tak način tudi računalniki seveda delujejo, kjer je neka centralna procesna enota in input in output in tako tudi delujejo te računalniški modeli. Sej model kot beseda, ne, kot matematični model recimo je pomeni sam točno to, ta proces, ki se zgodi, ki ima pač nek input in obdela te informacije in da pol nek output. V čisti osnovi je to model, pol lahko govorimo še, ko so ti različni modeli, kakšni so njihovi algoritmi ali pa kako so strenirani in tako naprej. Ampak ja, ampak obstajajo v resnici nekaj, čemur bi lahko rekli umetna inteligenca, tudi radikalno drugačne inteligence, recimo, ali pa mislim, ena stvar je že to, zdaj se dela veliko raziskav s hobotnicami, ki imajo čisto distribuirane na to mrežo, mislim, imajo pač večino nevronov v lovkah in tudi obstajajo te, mislim, Octobot je en robot, ki temelji na tem
robot ne tako, kot si predstavljamo, ampak glih zato drugače. Ali pa recimo neki organizmi, kjer ni tega top-down pogleda, ni tako, da res neka centralna enota ali pa karkoli nadzira delčke, ampak v bistvu ta inteligenca izvira glih iz tega, da iz neke emergence te deli v tem, ko skonstruirajo celoto, ta kliše izraz, da je celota, ki je večja od svojih delov, ampak dejansko tukaj nastopi ta moment neke inteligence, kjer se te deli strukturno prilagajajo recimo na okolje, tako da ohranjajo še vse neko zamejenost, ampak hkrati prepletenost. In tu so kaj je že fisalom, cefalom, nek tazga, to sem zdaj čist bučerala, ne vem, ampak to je ena taka, jaz vedno rečem spužva, ampak ni spužva, ker pač, če bi zdaj, če kdo, če kak ekspert tako z biologijo ali pa karkoli od nervoslovja v publik me lahko popravi, nek organizem v glavnem, ki nima nobene centralne živčne enote in ampak deluje tako, da se prilagaja skozi na svoje okolje, glih tako, ko sem razlagala strukturno in res bi lahko tem rekli nek moment inteligence, zato ker so recimo že delali eksperimente, kjer so dali, ne vem, model nekega večjega mesta, recimo Londona, in nastavili pač neke hranilne, neko hrano in tako. In se je ta organizem na tak način prerasporedil, da je v bistvu rekonstruiral skoraj isto to logistično mrežo Subwaya, ne, in take stvari. Tako da obstajajo pa tudi raziskave s tako imenovanimi pametnimi materiali, to so ponovadi neki te hidrogeli, ki tudi na tak način delujejo in v bistvu velikokrat bi tudi take tehnološke rešitve bile lažje s temi mehkimi roboti recimo ali pa z drugačnimi umetnimi inteligencami. Recimo, da imaš mehanizem, ki takoj reagira na to, koliko sladkorja je v njegovem okolju, ne. Če govorimo aplikativna, ne vem, sladkorna bolezen recimo in tako neka aplikacijska vrednost tega, ne, to je v bistvu veliko bolj učinkovito, kakor pa to, da imaš senzor, ki izmeri cuker in pol neko centralno enoto, ki je lahko, mislim, da zaenkrat še so naši možgani, da odčitamo in da pol neki, ali pa je to že avtomatizirano, ne vem, ampak tako da to je en aspekt te narcisoidnosti, da pač da in v neki domišljiji in v tem, v ko vlagamo sredstva in ko razvijamo umetno inteligenco ali pa tudi vesoljsko inteligenco, vedno vidimo kot sorodno naši. Druga stvar pri tem narciskom momentu je pa to, da v bistvu ja, da najbrž sem mislila to, da vidimo, da doživljamo te modele strojnega učenja ali pa te recimo sploh generativne jezikovne modele, ki se pogovarjajo z nami in to, da projiciramo na njega to neko človeškost svojo. Ampak v tej distinkciji pa mogoče bova raj naprej. Ja, to je tudi moje naslednje vprašanje, v bistvu, ja. Tako da si super napeljala nanj in sicer ja, o teh oblikah umetne inteligence, ki si jih zdaj opisala, kot tudi narcisoidne, zelo pogosto uporabljamo diskurs, kot da so ljudje, zelo človeški. A misliš, da je to pač nekaj nepomembnega ali je nekaj v bistvu zelo ključnega, česar bi se mogli veliko zavedati in kaj vse sporočamo in mislimo o tem, ko govorimo na tak način? Ja, v bistvu mislim, da en bolj konkreten problem, ki ga vidimo v tem počlovečevanju, je tudi, da se mi zdi, da se diskurs tja usmerne. Glih tudi, da v bistvu govorimo, pa sploh neki tipi na internetu, res mislim, pač presežem, da govorimo o singularnosti in prevladi robotov in vseh teh stvareh in zavesti, ki naj bi imeli te modeli že zdaj, namesto da bi govorili o veliko bolj trenutno perečih problematikah, ki v povezavi s temi modeli, ne, čisto
govorimo o tej tehnologiji, bi si želela, da ne bi govorili o tem, oh my god, oni so dobili zavest in nas bojo prevladali, ampak da bi govorili o nekih konkretnih družbenih in političnih implikacijah, o katerih tudi mislim, da bova pol kasneje govorila, če ne zmanjkuje še glih cajta. Ne. Ok, super. Tako da to je en tak problem, ja. Drugače pa se mi zdi, da ja, to tudi malo najbrž zamegli to neko percepcijo, ko sploh je ta tehnologija in kako točno ta tehnologija deluje. Ker zdaj res presežem, da se bom do naslednjega, ne vem, ali nastopa ali karkoli bom spet govorila o umetni inteligenci, spomnila druge prispodobe oziroma drugega primera, ampak takrat sem pisala ta članek, sem se spomnila tega ognja in zdaj tako mozem to, I guess, vedno, ko me kdo vpraša, ampak jaz na tak način razlagam, ne. Pač naš jezik obstaja v bistvu čist nerazdružljivo prepleten z našim izkustvom in ne da se ga v resnici izpeti iz tega. Ne da se ga ločiti od tega, obstaja znotraj tega in skupaj s tem in prepojeno in prepleteno s tem izkustvom tega pomena nekih besed, ki jih govorimo. Medtem ko te modeli dobijo sam jezik kot sistem nekih besed in pravil in slovnice in tako. In ne da jim upitamo pravila tako, to in pa oni znajo govoriti, ampak pač oni procesirajo milijone tekstov in mislim, to so zelo sofisticirani načini, te transformer nevronske mreže, ampak vseeno se gre v osnovi za neke statistične operacije verjetnosti in korelacij. In tukaj se gre, ne, mislim, ena beseda v računalniškem jeziku je sestavljena iz črk, črka je v bistvu se da reducirati na ničle in enke, ne. In tu so pol ničle in enke v kombinaciji z drugimi in je to ena beseda in pol ta beseda se pojavlja tukrat pa tukrat v kombinaciji s to drugo besedo in za to besedo in pred to besedo in pol ta skupek besed se pojavlja v tem stavku v tem kontekstu in v tem drugem kontekstu v tem stavku in pol v povezavi s tem tudi v tem. In mislim tako pač sicer na zelo, zelo res napredni ravni, tudi fascinantni, ko lahko reproducirajo ti modeli, ampak še vseeno so to sam besede. In ta primer, ki ga uporabljam, za katerega res se moram spomniti zdaj drugega, ker se mi zdi, da se ponavljam. Je, veš, po mojem, marsikdo ne bi niti vedel, če ne bi ti to izdala. Če ne bi sama sebe, ja, da se. Je ta primer, jaz sem sam takrat napisala primer ogenj, ko nam pomeni, pač ta beseda ne more obstajati za nas nikoli izolirano od nekega pomena, ki je tudi zelo prepleten s tem, da smo mi da je naša kognicija utelešena. No, tukaj pa je utelešeni relevanten koncept, ki mislim, da sem prej napačno besedo uporabila. Torej, da je naše izkustvo utelešeno in da tudi jezika se naučimo oziroma ne samo, da se ga naučimo, ampak je del tega izkustva. In če pomislimo na tako ogenj in na to, kaj nam to pomeni, mislim tako, pač nek model, ki je nastal s strojnim učenjem, ne more nikoli, ni nikoli občutil toplote, ampak sam je pač videl, da se beseda ogenj pojavlja nakrat tukaj in nakrat tukaj in nakrat tam in pol v kombinaciji tako. Ni se opekel, na primer, mislim tako, ni videl, ni zavohal dima, mislim, nima, ne vem, spominov od odraščanja, ki so povezani s to besedo in tako naprej. Pač tu mislim, da je res ta neka ključna razlika, ki jo ni težko doumeti, pa ki se mi zdi, da ne vem, zakaj se ne poudarjam bolj to izkustvo. Je pa res, da mislim, da probavajo zdaj povezati te najnaprednejše modele, te transformer nevronske mreže z nekimi senzorji, torej da bi jih čim bolj opremili s senzorji, da bi dejansko simulirali nekako tudi izkušnjo teh nekih zaznav, ne. Tako da, ne vem, ampak, ja. To sicer nimava napisano, ampak zakaj pa ti misliš, da se ne poudarja bolj tak vidik, kot si ga zdaj predstavlja, torej tak način razumevanja in nerazumevanja
umetne inteligence? Zakaj pa, ne, ali imaš ti kak mnenje o tem? Mislim, meni se zdi, ampak to je zelo na prvo žogo in jaz nikakor nisem strokovnjak tega področja. Gotovo zato, ker je marsikomu, ki upravlja s tem v želji pač čim več profita, ne? In če smo si sorodni, če se ne bojimo, ker v bistvu s tem na nek način ful zreduciramo pomen, vlogo, sposobnost, ne? Tega, tako kot je bilo povedano, ne vem, ampak to je res zelo na prvo žogo. Mogoče, ja. Mislim, sigurno nekaterim ta senzacionalizacija korist. Tudi že to, mislim, ker to je precej absurdno, pa to bojo tudi, mislim, ker jaz probam čim več pristopati vsaj približno interdisciplinarno, pa govoriti tudi z ljudmi, ki so dejansko računalničarji o tem in bojo tudi oni povedali večinoma, s katerimi sem jaz govorila in tako, koliko jim je recimo absurdno, da hoče zdaj, ali pa če delajo v kakih podjetjih in razvijajo neke programe ali aplikacije, karkoli, da hočejo naročniki imeti zdaj AI noter vedno, ne. Tako da sigurno je to tudi del tega hajpa in mislim se sluš iz tega, ampak ja, po drugi strani se mi pa zdi, ne vem, da mogoče tudi, ker je bilo res v neki popularni kulturi ta prevlada robotov tukaj in da zdaj dejansko se ti pogovarjaš z nekim GPT, recimo še GPT-4 ali pa neki, sigurno to, ker on generira, sej ti tudi lahko vzpostaviš nek sintetičen odnos, kukar da se pogovarjaš s človekom, zelo te lahko hitro zavede v to in neka panika, razumem, da izhaja iz tega. Po eni strani pa mogoče tudi v redu, da je malo panike, ker je pa res, da se mi zdi, da se niso z nobeno tehnologijo v zadnjih 20 letih še, ne vem, recimo zakonodajalci tako ukvarjali kot se s tem in mogoče ta panika tudi malo pripomore k temu, ampak ja, no, jaz še vedno mislim, da temelji na tem nekem nerazumevanju, ampak ne vem, mogoče pa čez 10 let robot takeover pa they'll prove me wrong, več ne vem. Če ostaneva malo pri tem razumevanju, a misliš, da se ljudje, splošna populacija, sploh zavedamo in a imamo sploh informacije, da se lahko zavedamo, kako se in razvija in uporablja umetno inteligenco. In tudi nekaj, kar se mi zdi, da bi bilo fajn omeniti, to sem pač prebral zdaj, ko sem se pripravljal na ta dogodek, je, da se na nek način zdaj gleda, kot da je pa zdaj čas tega in kot da tega nekoč ni bilo nič. Seveda je bilo manj, ampak tudi pa ni tako, kot da zdaj samo par let te zadeve obstajajo, ne. Torej neka socialna kontekstualizacija pač razumevanja in tudi nekega zgodovinskega trenutka do umetne inteligence. Ja, ne, absolutno, to se že desetletja razvija ta tehnologija in je obstajala že prej, ampak ne vem, ja, mogoče je bilo bolj nišno na nek način. Zdi se mi, da res ta preboj v tem, kdaj je to prišlo v javni diskurs, je bil po moje s ChatGPT-jem, ne. Torej mislim, ful je bilo enih faktorjev, tukaj so v bistvu ogromen razvoj pri teh modelih, mislim, veliko je odprtokodna skupnost naredila skozi leta, veliko je akademska skupnost naredila, veliko so sicer tudi podjetja naredila, Google in te, kar se tiče same tehnologije. Pa dejstvo je, da pač mislim, ni bilo prej možno takih količin besedil ali pa podob, recimo slik in tega za učne baze pridobiti pred obstojem interneta ali pa sploh na taki ravni, kot je zdaj, ne. In te faktorji skupaj, pa še, mislim, pri jezikovnih modelih je bila ta transformer arhitektura te mreže, tudi en tak preboj. Vse to, ja, je pač kulminiralo v tem, da je res bil izrazito bolj sofisticiran vse en ta model, kot so bili prejšnji jezikovni modeli. To je treba priznati. Ampak ja, to, kot pravim, to je bil en kolektiven trud in tudi, mislim, seveda tudi učne baze, noter so stvari, ki smo jih mi vsi, tudi vi, mislim, sej Google trenira Bard na e-mailih naših, na Gmailih, pač tako. To so besedila, ki smo jih mi vsi pisali, ne. In to je vzelo to podjetje OpenAI
ki je bil zasnovan kot kao nekaj neprofitnega. Ja, in so v bistvu, ja, in zdaj oni računajo za to, da lahko to uporabljaš. To je tudi. Ampak ja, čak vprašanje je bilo, kako to, da glih zdaj. Ja, meni se zdi, da je bil kar preboj, no, s tem GPT-3.5, mislim, da je bil. In takrat se je pa začelo toliko govoriti o tem. Večkrat sva že nekako omenila, da prihaja do precej zlorab teh tehnologij v razne namene pridobitev. Katere bi ti izpostavila? Katere se ti zdijo najbolj nevarne? Tukaj bi pa lahko zdaj govorila 1 uro. Kako pa je res ura? V redu. Sva v redu, ok. Ne, ja, ogromno je tega. Mogoče tukaj bi se najprej navezala nazaj, tisto, kar sem prej govorila o teh statističnih metodah in ta eugenika in kako so v bistvu iskali korelacije, zato da so pol upravičevali te neke, mislim, da bi stanje ostalo enako. To je nekaj, kar se na nek način zrcali v sodobnih modelih nastalih strojnim učenjem. Da vzamejo kuriran izbor iz preteklosti in pol ga reproducirajo v sedanjost in prihodnost. Tako nekako je ta Wendy Chun, ena teoretičarka, to besedla, s katero sem glih včeraj pa jaz delala intervju, obrnjene vloge so bile. In ja, jaz bi mogoče en problem pri teh modelih, tako rečem, da se preteklost reproducira, je tudi to, da se zelo velikokrat verificirajo oziroma testirajo kot kredibilni se isto na preteklih podatkih. Ne. Pa bi dala nek tak full simple primer. Vsak od nas, ki je že kdaj probo kakšen machine learning course, ne, kjerkoli pač, zelo pogosta stvar, ki ti jo dajo, se mi zdi, te kursi na začetku, je Titanic. Da razložim. Torej, ti dobiš eno bazo podatkov, kjer so podatki o potnikih Titanika, tako recimo je spol, pa starost, pa v katerem razredu so potovali, ker to zelo odraža njihov družbeni razred, pa tu sem povedala, mislim, da vse te pomembne stvari. Torej, aj otrok, pa spol, pa kjer razred. In pol tudi informacija o tem, če so umrli ali ne. In pol ti vzameš, mislim, kako se te modeli trenirajo, vzameš ponavadi več del te baze, no, ampak en del te baze pa prihraniš za pol, da boš testiral ta model. In pol, itak, mislim, to algoritmi vse je že napisano v odprtokodnih knjižnicah, ti sam pak narediš in pol se on model strenira. In zazna pol, katere kategorije so statistično relevantne, koliko je kjera relevantna, v kakšni kombinaciji in tako naprej. In v tem primeri Titanika najbrž itak vemo, kako je bilo torej največjo možnost za preživetje so imeli otroci pa ženske, ki so potovali v 1. razredu. In pol različna tudi korelacija med temi kategorijami in možnostjo. In pol stestiraš ta model na podatkih preostalih, brez da mu daš podatk, če je preživel ali ne. In ti on pove in pol primerjaš, mislim, to se tudi avtomatsko naredi, ampak pol primerjaš njegovo napoved in to, kar se je dejansko naredil, in če je ne vsaj, ne vem, recimo 90% zadev in si tako, ok, to je dober model. Torej, kar hočem reči s tem je kredibilnost tega, če model deluje, se ponavadi isto preverja s preteklimi podatki, na katerih se tudi trenira. In seveda v tem primeru zdaj tega Titanika, to je čist irelevantno, mislim, to je smiselno, da se tako preveri in to je samo neka vaja, s katero te naučijo kao nek osnovn ta model zgraditi, ampak valjda ne, se nam pa ne bi zdaj prav zdaj ta model uporabljati, zato da mi določamo, kdo naj zdaj umre na neki ladji, ne, dejansko. Tako da tukaj pa pol nastop problem. In primerov je nešteto, lahko omenim najprej, na primer, Amazon je bil 2018 tožen zaradi diskriminacije, ker so imeli en model za
zaposlovanje, ko so hoteli, mislim, to veliko podjetij dela še tudi v Evropi, pa nasploh ogromno je tega, da pač odpuščajo kadrovske delavce kot tehnološki višek, zato ker so zdaj modele zaposlili, ki recimo pregledujejo življenjepise in prijave in spustijo kandidata naprej v drug krog ali pa zavrnejo ali pa kandidatko. In učijo se pa isto te modeli na preteklih, isto, kakor ne imamo ta Titanik, ampak tukaj recimo, da mu daš bazo, kjer imaš te življenjepise in zraven odločitev, ki jo je sprejel v preteklosti človek, a je bila kandidatka sprejeta v naslednji krog ali zavrnjena. In pol on to premleva in ugotavlja, kaj vse je bilo tam relevantno. In pol so to že Amazon izkazali, da mislim, je bil ta model, če je bil recimo življenjepis primerljiv ali pa enak, ampak da je bil spol ženski, ga je v primerjavi s tem, kjer je bil moški, zavrnil. Mislim, ker je pač zaznal to kot statistično relevantno kategorijo, ker so pač v preteklosti ljudje svojo človeško ponotranjeno ali pa ne toliko ponotranjeno diskriminacijo seksistično pač se je odražala v njihovih odločitvah, ko so pregledovali te stvari, do te mere, da je pač model to zaznal kot statistično relevantno kategorijo in to pač reproduciral naprej. Tako da to je ena taka stvar. Druga stvar, mislim, zelo problematična, ko najbrž smo si že slišali, so te algoritmi modeli za prepoznavanje obrazov, kjer je bilo tudi ogromno ene rasne diskriminacije, ker so bile učne baze za te modele, so bile sam pač slike obrazov belcev in pol pač pa so napačno prepoznavali obraze drugih ras in take stvari se dogajajo, pa ne vem, mislim, imamo pa tudi en primer, ker se mi zdi, da kadar govorim te facial recognition pa te stvari, pa tudi ta Amazon, da so vsi tako, saj Američani so itak perfukjen, tako da malo ne jemljemo tega tako resno, ampak mogoče ta primer, zdaj zelo pred kratkem so v mestu Rotterdam za dodeljevanje socialne pomoči en model uporabili. Ta mislim, da ne vem, če je bil tudi, mislim, strojno učenje pa še neke druge metode, da so ga zgradili, neko random podjetje ga je naredilo in pol še, ne vem, lokalna uprava, oblast nadalje razvijala in so ga imeli kar dolg v uporabi, dokler ni bila zdaj spet ta tožba, prek katere se je tudi zahtevali pol dostop do modela in do baz in do vseh informacij in pol, ko je bila ta preiskava narejena, se je izkazalo, da mislim, to je bilo tako, ne vem, oseba, ki je imela otroka, je bila avtomatsko zavrnjena, ženske so bile avtomatsko zavrnjene, tujci so bili avtomatsko zavrnjeni in tako naprej. Še nekaj, kar je pa zelo grozen, pa je najbrž dosti primerov, ampak mislim, da je jasen ta trend, torej tega reproduciranja problematičnih diskriminatornih praks. Mislim, te stvari, ko sem jih zdaj omenjala, so mogoče vse, mislim, da ni sicer rešitev samo v tem, da se izboljšujejo modeli, ampak da obstaja nek širši problem, ampak ne znamo si pa sploh predstavljati, ko pa delajo drugim, ne. Naprimer, ko delajo Izraelci Palestincem, kjer v bistvu imajo, mislim, ne sam absurdna tehnologija nadzora v smislu in teh checkpointov in tega, da imajo vse njihove, mislim, podatke iz telefonov in tako, da jim sledijo, da imajo zgrajene njihove profile, ampak tudi, da recimo analizirajo njihove življenjske vzorce in glede na to targetirajo ljudi, ki jih sistem ali pa nek ta model nastal s strojnim učenjem pokaže kot potencialno grožnjo, recimo. In en tak primer, ki ga je pa ameriška vojska naredila, sicer to ni bil tako avtomatiziran sistem, ampak kaže problem takih metod, je bil ta pattern of life analysis, ko so v Kabulu z dronom umorili nekega moškega in njegovo celo družino, vključno z, mislim, da 9 otroci ali pa 7,
ker je ta sistem za prepoznavanje življenjskih ozorcev, tako rekoč, prepoznal ga kot terorista, ker je imel zelo bizarne kao poti, mislim, je zjutraj se je usedel v avto in je neke kontejnerje raznašel, to so kamere pač zaznale in sistem ga je tam flagel. Oni so dobili tudi neko opozorilo, da bo najbrž nek teroristični napad in so bili tako, well, might as well, ne. Ja, in pa se je izkazalo, da je bil humanitarni delavec, ki je raznašal pač pomoč in tako vodo in hrano po Kabulu, celo za neko ameriško organizacijo. Se to je bil cel škandal, pa nek New York Times investigation, pa pol je še ful let trajal, da so neki se opravičevali in pol članom njegove družine preživeli in neki ponujali, da grejo v Ameriko živeti. Ja, tako da grozen. Ja, zdaj sem malo zamorila. Okay. Meni se zdi pa ful pomembno, da dejansko, ker se mi zdi, da zna biti razmišljanje precej neoprijemljivo in se mi zdi, da ravno takšni primeri ti pa dajo možnost uvida, no, v kaj se pa lahko dogaja in najbrž se dogaja tudi v državi, kjer živiš in ne samo v Ameriki, tako kot si rekla. Ne. A imaš mogoče tudi kakšne primere, kako politika ali pa populizem prav uporablja umetno inteligenco nekako v svoj prid? Tukaj se mi pa zdi precej velika grožnja na obzorju, recimo temu, v bistvu stopnjevanje teh tehnologij, manipulacije prek socialnih omrežij in politične propagande in tako naprej. V bistvu tudi ta škandal Cambridge Analytica, ki je bil, je temeljil na nekem modelu, kjer so v bistvu glede na nek vprašalnik, ki so ga izpolnili ljudje na Facebooku, so pol z nekim modelom, isto s postopkom strojnega učenja, izoblikovali model, ki je delo korelacije med nekimi Facebook všečki in kao osebnostjo. Tudi po eni zelo zastareli diskreditirani metodi, sicer ta Ocean, no, nima veze, da se ne bom zapletla, ampak v glavnem, to je bilo že takrat uporabljeno in pol so takrat, kot vemo, Cambridge Analytica so pol glede na te Facebook lajke pač ugotavljali določene osebnosti, ki bi jih lahko glede na osebnostni tip na različen način targetirali s političnimi sporočili, ki so podana in na specifičen način, na ko apelirajo, a na čustva, a na nek, ne vem, v glavnem se najbrž vemo, kaj se, mislim, je to poznan primer, ampak ja, torej taka stvar se mi zdi, da se lahko še potencira, tudi v smislu, če zdaj probam pomisliti še na to generativno umetno inteligenco, mi padejo na pamet predvsem boti in take stvari, kako bi se jih dali še bolj sofisticirano proizvajati in avtomatizirati na še večji ravni. Ker že itak imajo te stvari lahko ogromen vpliv, ker itak oni vedno ciljajo na velikost, ne, da pač bojo tukaj tega zaspemali, da bo nek učink, se mi zdi, da se da še na večji ravni, še bolj avtomatizirati in še bolj, recimo, veliko bolj sofisticirane bote tudi delati najbrž, ne, s temi bolj naprednimi jezikovnimi generativnimi modeli. To so pa relevantne, recimo, če gledamo politično manipulacijo v kontekstu lažnih javnosti, ne, ali tako imenovanega astroturfinga. Astroturf je drugačna fake trava, ampak to je tudi ime za ta pojav ustvarjanja lažnih javnosti, zato da ustvarjaš občutek neke politične podpore, ponavadi, mislim, tu so tudi ta pod črto raziskava je bila v Sloveniji, kjer so ugotovili, da stranka SDS izvaja te operacije, kjer imajo pač neke lažne profile na Twitterju, s katerimi bodi si napadajo politične nasprotnike, bodi si podpirajo svoje politične kampanje in s tem ustvarjajo ta vtis lažnih javnosti, ki tudi sam po sebi vpliva na neke politične odločitve posameznikov in tako naprej. Tako da veliko je tudi tukaj prostora za neke zaskrbljujoče uporabe. Pa, mogoče bo to zdaj zelo laično vprašanje, ampak vseeno ga bom vprašal. A je karkoli, kar se tebi zdi, da lahko enemu splošnemu uporabniku interneta
prepreči past v katere te zanke umetne inteligence? Ne vem, mislim, recimo ena taka najbrž poznana vsem zanka so že te algoritmično kurirane časovnice, ne, ki tudi ustvarjajo spet en politični problem radikalizacije in teh echo chambers in tako naprej, ampak v bistvu ta časovnica na socialnih omrežjih, bodisi Instagram, Facebook, TikTok in tako naprej, ki ti kurira specifično tebi namenjeno vsebino, glede na to, in tu spet ne, tukaj je vzadje to strojno učenje, pač glede na to, koliko cajta si gledal nek video, glede na to, kdaj si kliknil like, kdaj si ga poslal, kdaj si šel naprej, koliko cajta, pač vse razne metrike teh meta para podatkov že glede tvoje interakcije s to časovnico, glede na to skus prilagaja vsebino, ki bi te le najdlje možno tam obdržala, ker ima tudi seveda politične implikacije, pa tudi mnoge druge in mislim, da se tem v bistvu, mislim, ne vem, kdo se lahko temu v bistvu izogne, razen če se izogibaš sploh čistim platformam, pa hkrati tudi itak nekih 5 podjetij ameriških, multinacionalnih korporacij v bistvu ima, mislim, nadzira tako ogromen del interneta, da se je nasploh tem vplivom, mislim, da bolj kot ne mogoče izogniti. Tako da, če gledamo, odvisen zdaj o čem govorimo, o katerih modelih in to, ampak recimo algoritmično kurirane časovnice so zdaj vse povsod. Seveda z namenom, da smo mi čim več tam, z namenom, da nam on čim več oglasov lansirajo. Tako da ne, tudi jaz se ne znam tem izogniti in letos, ko sem začela pač na FDV-ju raziskovati in se bom ukvarjala tudi s TikTokom in politično propagando, sem si kao v raziskovalni namen downloadala TikTok, sem se ga prej izogibala in ja, pač mislim, jaz sem tako Lahana potrdi, mislim tako absurdno zasvojenost povzročano, res mislim tako. Tako potrdim tudi jaz. Ja, pa ni šlo, zdaj nisem več, ker jaz sem rekla, da bom pač neke te kao politične vsebine pa to, da bom spremljala v raziskovalne namene, ampak zdaj imam sam tako cats and lesbians pač on my feed. To je še cool, jaz imam, da se razodenem malo. Spremljam ful rad na TikToku družine, ki imajo minimalno 4 otroke. Wow. Eno spremljam, ki jih ima 12. I don't know, zakaj to delam. Mazohizem. Ampak ja. Amnesty International drugače tudi ful raziskuje TikTok, prav specifično in so imeli, lani so izdali eno poročilo on social media, ki je v bistvu ful našlo korelacije med tem, kako zelo hitro začnejo prikazovati že po par urah uporabe nekaj, kar sicer jaz mislim, da je to tudi občutljiva tema za reči tako, ampak pač idealizacijo samomorilnosti in nasplošno, da v bistvu zelo deli propagando težav z duševnim zdravjem, sploh ljudem v državah, kjer primarno prebivalstvo ni belo. Wow, ja, ne sej, to bi bila pa čist druga tema za čist drug večer, ampak ja, te TikTok trendi so pa nori. A to looks maxing, pa to si že kaj naletel? Ne, to pri otrocih ni tega. Ja, to je pa v bistvu nek fenomen, ki izvira iz incelov, ampak se je prelevil zdaj v nek splošen online TikTok trend in se je začel, mislim, da s temi filtri, kao a si bunny, a si jelen, ali si ne vem še neki, pol moški pa, če imajo predator ali pa prey eyes ali nekaj tasga, to sem zdaj vse narobe povedala, ampak v glavnem prišel je do te točke, da si neki tipi delijo tutoriale, kako si zlomiti čeljust, zato da ti nazaj zraste, tako da imaš pač lepšo čeljust. Sure.
Fun fact. Ja, ne. Wow. Ok, zdaj pa smo na tej točki, da preidemo v fun facts. Zato imam zdaj še 2 vprašanji zate, potem pa še vprašanja za publiko, če bo kdo kaj želela vprašati. In sicer najprej me zanima, a uporabljaš ti chat GPT, če ja, v kakšne namene in koliko mu zaupaš? Ja, uporabljam, priznam. V bistvu najpogosteje za pomoč pri prevajanju ali recimo lektoriranju nečesa, kar sem v angleščini pisala. Se mi zdi kar zelo uporaben v ta namen. Tako da ja, mislim, tudi je uporabna tehnologija, mislim, da se ga da čisto nič zlovešče in čisto uporabne namene ponuditi. Tako da večino, mislim, nimam tistega plačljivega, bolj naprednega modela, ampak onga bolj osnovnega, ampak je tudi večinoma to, no, da mi lektorira v bistvu. Je pa res, da takoj, mislim, ko imamo to, jaz takoj vidim pri sebi, da malo zgubljam določeno kapaciteto. Mislim pač, jaz sem prej res večinoma v slovenščini pisala zadnje par let in zdaj, ko vstopam v ta akademski svet ali karkoli, moram pisati te članke v angleščini in se mi zdi, da res mi je tu bližnjica, ki vem, da če jo ne bi imela, bi sama razvila boljšo kapaciteto in tako bolj bi razvila te jezikovne sposobnosti, pa se ne, da ne znam angleško, sem tako bolj to terminologijo pa ta akademski način, znanstveni način pisanja in izražanja na bolj sofisticirani ali whatever bi tem rekla ravni. Mislim, da bi to osvojila, če bi mogla brez pomoči tega robota si kdaj oblikovati kak stavek ali pa tako. Tako da je neka taka bergla, ki ima posledice in implikacije za naše kognitivne zmožnosti. Meni se zdi, da pač zdaj pa res sem zdaj bom pa točno ta boomer, ki reče, kaj pa naši otroci, ne. Tem se probam izogniti, zdaj sem pa točno ta človek, ampak hotela sem reči tu, no, da se mi zdi, da če imaš že od začetka to tehnologijo na voljo, pa res se mi zdi zelo malo verjetno, da se jo ne bojo vsi posluževali, ki so še v razvoju določenih jezikovnih recimo ali pa kognitivnih pač sposobnosti in da lahko mogoče pride do neke zdaj sem pa res. V glavnem, skrbi me za naše otroke. Kaj pa bo z njimi? Ali vidite te generacije? Vsi so na telefonih. In potem še gremo, to pa je v bistvu vprašanje, ki si ga jaz ful želim vprašati, zato ker je še ena cringe stvar omenjena in sicer ne vem, če kdo iz občinstva gleda reality show The Circle na Netflixu. Neja mi je zaupala, da ga še ne, ampak da ga bo. In sicer tudi, če ga ne, bo vprašanje zastavljeno na tak način, da bo jasno, razumljivo. Torej, to je v bistvu, ta oddaja je družbeni eksperiment in je tekmovalna oddaja, kjer je cel namen, da v bistvu igrajo spletni igralci, ki se poprijateljujejo, pogovarjajo, flirtajo itd. In namen je ugotoviti, kdo je dejansko resničen igralec oziroma igralka, kdo ima ponarejeno osebnost in profil in potem drugega izločajo in v končni fazi nekdo zmaga za denar, seveda. No in v tej zadnji sezoni, 6. je eden od teh profilov igran strani umetne inteligence. In ko je bilo treba glasovati, kdo izmed vseh profilov je umetna inteligenca, noben ni ugotovil. Redko kdo sploh posumil, da je to ta profil. In predvsem so o umetni inteligenci imeli ful enih stereotipov. Torej, da bo oseba oziroma profil ves čas uporabljala isto frazo, da bo delovala zelo hladno, nobene človeškosti v bistvu niso pripisovali. In midva sva pa danes tukaj zato, da govoriva o humanosti in nehumanosti. Torej, kakšni misliš, da so stereotipi in pa zmotna prepričanja glede humanosti umetne inteligence? Ja, mogoče bi tukaj čim bolj tako na kratko malo zaključila, da pol še mogoče res vključimo še koga iz publike,
Ampak tudi mislim, da res, kot sem večkrat poudarila, niso pač človeški in ne dojema, mislim, njihov jezik ni povezan s tem pomenom, s katerim je pri nas prepleten, ampak da definitivno pa so to napredni modeli, ki so zmožni generirati, mislim, nek zelo prepričljiv jezik, ki ga mi kamot zamenjamo kot človeškega sogovornika. Sploh v bistvu nisem nikoli trdila, da tega niso zmožni, ampak sam, da ni to človeški sogovornik, ampak je pa definitivno zmožen biti prepoznan kot človeški sogovornik, ta model oziroma to, kar ta model generira, res je cajt. In tudi zmožen smo mi z njim skovati pol nek sintetičen, ne vem zakaj si, v bistvu nek odnos in tako naprej. Tako da ima vse resnične implikacije tega lahko potegne za sabo. Tudi v mnogih pač načinih, kjer se že zdaj pač prek interneta nekdo začne pogovarjati s tabo z namenom, da bi te pač preslepil in oropal in karkoli. Mislim, tu bo kamot delal tudi model zdaj na masovni ravni in tako dalje. Hvala. Zdaj pa res, če ima kdo kakšno vprašanje, je z veseljem vabljena in vabljen. Edino, kar prosim, je, da uporabite mikrofon, zaradi tega, ker se pogovor snema. Ja. Hvala. Se sliši? Ja. Yuval Harari je pisal in predvideva, da v bližnji prihodnosti bojo umetne inteligence bolj poznale nas same, kot se mi sami poznamo. In bomo na tak način lahko svoje življenjske odločitve, naprimer, kaj študirati, v katerem mestu živeti, s kom se poročiti, bomo lahko delegirali umetni inteligenci in tudi pričakovali, da bo te odločitve, ki jih bo umetna inteligenca naredila, bojo boljše in bolj kvalitetne za naše življenje, kot če bi se sami te stvari odločili. Me zanima vaše mnenje pa refleksija o tem. Ja, hvala, Martin. Jaz se ne strinjam s tem, zato ker, kot sem že omenila pri tistem delu, kjer sem govorila o teh znanih nespoznavnicah, kvantifikacije in tako naprej, so to statistični modeli in tudi te odločitve bi bile sprejete oziroma modelirane in sprejete glede na neke zelo specifične, merljive komponente in še te stvari, ki se procesirajo, so v bistvu prirejene v tem postopku merjenja. In mislim, da pač ni možno meriti na tak način in procesirati vseh aspektov naše človeške izkušnje in tako naprej. In na tak način tudi zaupati odločitev tem nekim statističnim mehanizmom, ki pač imajo kot sem prej omenjala, določene aspekte in ne celote. Se mi pa zdi za kakšne druge aspekte življenja smiselna in uporabna ta delegacija odločitev ali pa, ne vem, znotraj neke diagnostike, kjer se lahko res vsi faktorji upoštevajo in tako naprej. Sem probala artikulirati, ker sem zdaj že malo nazaj, pa sem že malo pozabila. Ampak se mi zdi, takrat, ko si rekla, da je pač ta umetna inteligenca narcisoidna v smislu pač neka reprezentacija človeka, se mi zdi, da vsem, ne vem, mislim, kakor sama dojemam, je to nekako vsem bolj iz nekega razsvetljenstva oziroma iz nekega zahodnjaškega jezika in neke pač industrijske revolucije in tako pač, kakor se pol tehnologija razvijala. Ampak ne vem, a je to a priori pač nekaj, kar je človeško oziroma pač to mislim, biološko, kar si rekla, to input, output, ampak v smislu nekega osnovnega jezikovnega sistema razumevanja sploh zunanjosti ali pa sveta, se mi zdi pač itak nekako vse, kar je povezano z umetno inteligenco oziroma s tehnologijo izrazito iz tega nekega zahodnjaškega, je pa pač, ne vem, stari islam ali pa Japonci ali pa Kitajci ali pa neke druge v bistvu civilizacije, ki v temelju toliko drugače razumejo in je v bistvu že v neki tej osnovni jezikovni strukturi neka dvoumnost ali pa neka drugačna recimo inteligenca bila na delu.
Mislim, to v bistvu je vprašanje, če obstaja neka veda oziroma neka smer zdaj umetne inteligence, ki se bi ukvarjala, pač to, ko si govorila o hobotnicah ali pa o nekih teh drugih načinih, ki niso nekako centralizirane inteligence, da bi nekako preko preučevanja v bistvu zdaj nekih drugih modelov umetne inteligence nekako probali razširiti potem v bistvu neko osnovno človeško izkušnjo. Pač kot ne v smislu nekega kiborga, podaljška tehnološkega, ampak v nekem abstraktnem razumevanju, kaj je lahko vse človeška inteligenca, ki ni v bistvu ta neka naša jezikovna, mislim neka grška, evropska jezikovna, neka epistema, karkoli. Ja, če sem razumljiva približno. Hvala za ta uvid. Ja, ne, ful se strinjam s tem. Tudi, ja, to, kar sem govorila, je, mislim, ta kao projekcija te centralne ali pa reprezentativnega modela. Mislim, vse računalniški sistemi ali pa te modeli strojnega učenja res tako delujejo, ampak mislim, da sem tudi na hitro omenila, ko sem tisto govorila, da v bistvu tudi to, da mi kao na tak način delujemo, je ena zelo specifična, kulturno konstruirana perspektiva na to, kako naj bi mi delovali. Ja. Tako da se absolutno strinjam, da je tukaj veliko več. In ja, dober vprašanje je tudi, če mogoče lahko z opazovanjem teh nekih drugih, mogoče tega, kar sem omenila, teh nekih emergentnih sistemov ali pa pametnih materialov ali pa ne vem, nanomaterialov ali pa teh hobotnic, teh decentraliziranih sistemov, da lahko malo bolj preoprašujemo tudi svoj, to, kar pri sebi predvidevamo, da je ta nek reprezentativni model, za katerega se zelo strinjam, da je zakoreninjen v neki narativi zahodni. Tako da, ja, se strinjam. Ne vem pa, mislim, vem, da probam se zdaj spomniti, kdo se, ko si rekla, kdo se s tem ukvarja, ampak definitivno se mi zdi, da in ta neka intersekcija med fiziko, tudi biologijo, kognitivnimi znanostmi, pa tudi kemijo do neke mere, v smislu teh nanotehnologij, torej intersekcija med tem in filozofijo, vem, da je tukaj veliko enega diskurza o tem, ampak mislim, da je to zdaj še vedno ta zahodni diskurs, ki se zdaj ozira drugam in ugotavlja neke nove stvari. Ampak ja, sigurno pa izven tega pa še toliko več, kar moramo dekonstruirati, pa kar moram tudi jaz še, me še čaka. Ja, hvala za ta pogovor. Jaz bi se vrnil isto na to točko narcisoidnosti. Ne? Če sem prav razumel to, si poskušala ta koncept uporabiti v smislu, da kot nek motiv, vzrok pri človekovem repliciranju teh. A sem prav razumel to? V kakem vlogi je ta koncept nastopil? Mislim, da sem sam s tem ponazorila to obsedenost s tem reprezentativnim modelom in s to centralno živčno enoto v smislu, da ko mi razmišljamo o vesoljcih, si jih še vsem predstavljamo zelo človeške, čeprav izgledajo čist drugače, imajo še vsem neko veliko glavo, kjer je kao ta centralna živčna enota možgani in še vsem imajo, torej v tem smislu, da imamo malo omejen pogled na to, ko bi lahko bila inteligenca, ker izhajamo iz tega svojega, oziroma kot je sogovornica iz publike poudarila, iz konstrukta tega, kar je naša inteligenca. Ja. Aha, ok. Moje vprašanje bi recimo probalo skočiti v smeri učinkov, kako se človeško razmerje po mojem na novo spleta s temi aparati, ne? Ker recimo, ko govorimo o teh jezikovnih modelih pa v smeri specifične ali pa generativne umetne inteligence, ne govorimo o ničesar izgotovljenem, ne? Govorimo o nečemu, kar je v eksponentni ekspanziji. Se pravi, govorimo o nečemu, kar je zelo hitro, v hitrem nekem res širokem, močnem razvoju. Do take mere, da se pravzaprav naše predstave zataknejo, dokot lahko ta razvoj sega, recimo ta preboj, ki je bil kvalitativen pri teh jezikovnih modelih, vemo, da je presenetil ustvarjalce same. In v tem smislu lahko rečemo, da
da pravzaprav ne vemo, kam zadeva teče, ne? Oziroma, da imamo zelo šibke predstave, kakšni bodo rezultati. In od tu ven so zelo razumljivi strahovi, tesnobice, ki pridejo iz tega neznanega. Ne? Celo druga neka taka zadeva, kot je podnebni zlom, je po mojem bolj predstavljiv kot to. Ne? Zdaj, ko rečem, pa te sprašujem, če poznaš koncepte, pa kako bi ti sama poskušala pogledati na tej ravni učinkov, kako se človeški odnos nekako v smislu razmerja do teh aparatov na novo spleta, v smislu, ker te aparati, tehnologije, aplikacije in tako naprej, postajajo vedno bolj potentne, tudi na tistih področjih, ki jih do nedavnega nismo mislili, da bo. Recimo, ne glede na to, kako v ozadju funkcionira, imamo določene čete in tako naprej, ki pač posedujejo več znanja, poznajo človeka, lahko po nekih navadah in tako zaradi gore podatkov dosti bolje kot on, etc., etc., etc. Skratka, kako se ti zdi, da se že, po mojem, spleta to novo razmerje človeka s temi aparati? V tem smislu hočem reči, da ni nujno najbolj strašno to, da bojo roboti ostali, ampak kako se bo človek začel redefinirati v razmerju do tega, s čimer že dela pravzaprav, ne? Ki pa pravzaprav ima, to smo pa že videli, zelo antropomorfizirano podobo. To me zanima. Torej, kako se že zdaj spreminjamo in prilagajamo. Kako začenjamo mogoče drugače gledati nase? Ja, no tukaj bi jaz res enostavno nazaj se obrnila na ta koncept tega paranoidnega sebstva in tega prepada med to gotovostjo, na katero nekako apelirajo sistemi, ki temeljijo na kvantifikaciji in na nekih statističnih metodah in tako naprej. Torej to, kar ste omenili, da nas poznajo bolj kot mi sami sebe in tako naprej, da nam dajo neke take uvide, da nam dajo neke druge podatke. Mislim, tudi tukaj govorimo o teh sistemih, recimo self-tracking in tako. Ampak prepadom med tem in med vsemi temi dimenzijami, ki so v resnici izpuščene iz tega, ker enostavno jih ne morejo zaobjeti kot aparati, ki temeljijo na enih utečenih metodah, kjer moraš imeti pač številko iz nečesa abstrahirano in kjer lahko zmeriš sam določene aspekte in kjer vseeno ne moraš preveriti tega razmerja, razen spet z drugimi stroji in kjer vse te stvari razvijajo pač neka podjetja in tako naprej. Tako da se mi zdi, da ja, ta koncept paranoidnega sebstva bi po mojem bil dober odgovor na to vprašanje, kako se mi ali pa kako se neko sebstvo spreminja v čedalje bolj intenzivni interakciji s temi sistemi. No. Mi je žal, da ne morem nekaj ful več od tega, kar sem že povedala, ampak mislim, da je to najbolj relevanten odziv, ki ga imam. Pa tudi res zdaj v kratkem, še ta mesec bo prevod od tega besedila o paranoidnem sebstvu na Dissenzu objavljen, tako da to je bila zdaj taka promocija, sam res, ker se mi zdi, da bi vas res zanimali po mojem. Že ko nas zagovori magistrska. Jaz imam samo eno vprašanje. Ali je pisanje v zgodovini človeštva eden prvi korak do umetne inteligence? Wow. Zanimivo vprašanje, ja. Sem razmišljala o tem na začetku, ko si govorila o tem, da v bistvu kako že papir in svinčnik je že decentralizacija umetnost, proces razmišljanja in torej ali že takrat smo že ustvarjali v bistvu umetno inteligenco takrat? Ne vem. Na nek način ja,
Mislim, nasploh se mi zdi, da v bistvu več prelom v zgodovini človeštva v relaciji s tehnologijo je bil v bistvu ta izum mehanskega tiska, ne, da se je pol v bistvu na veliko reproducirali besedila in so začela biti dostopna dejansko in krožiti in se je pač pismenost pojavila kot nekaj, kar je v širši populaciji in knjižnice in se je tam shranil spomin in tako naprej. In s tem tudi neka drugačno doživljanje časa, torej v smislu, če je prej, mislim, to je nekaj, o čemer Flusser veliko govori, da če so bile prej magične podobe, mislim podobe, kjer nekako, ko jih dekodiramo, gledamo neko celoto, neko sliko, ki nima nujno začetka in konca, ampak se tako prepleta, pol ta pisava, mislim, sploh v smislu tiska, je pa v bistvu ni kakor svet, ampak je ta podoba, neka podoba še bolj abstrahirana v besedilo. Torej, da ko beremo, si predstavljamo to neko podobo in s tem tudi začenamo čas dojemati linearno. Tudi ko preteklost, prihodnost, zgodovina na nek način nastane. Tukaj mi je tudi zanimivo, da tiste kulture, kjer v bistvu pišejo iz te strani, si predstavljajo tako preteklost na desni, mi si pa tako na levi. Ne? Mislim tako, če si ne vem, kako si ti prostorsko predstavljaš tako preteklost. Bolj tam, ne? Ja, tako. Aha, zanimivo, ok. No, pol mogoče, ja. No, v glavnem to, tako da tu je bil en tak velik prelom in on ima eno teorijo, kako je pol naslednji velik prelom, je bila pa v bistvu tehnična podoba, kot je fotografija. In da to je pa nekaj, česar že v bistvu nismo zmožni zares dešifrirati, zaradi tega, ker ni več neka podoba, ampak je v bistvu kao abstrakcija znanstvenega besedila in znanstvenega postopka, torej podoba, ki nastane v nekem aparatu, ki je črna škatlica. Tako da mogoče, ne vem, v tem kontekstu se mi zdi zanimivo to, kar si omenila, pisava v povezavi s tem. Bomo videli, če bo ta generativna umetna inteligenca en tak kakor epohalni prelom, kot je recimo, ne vem, kot je Flusser definiral pisavo, pa pol tehnično podobo. No. Ampak v vsakem primeru pa so besedila pomemben del tega, da se je pač na tak način tudi vednost in znanost oblikovala, da smo prišli do te točke tehnološkega napredka, ki je prinesel te tehnologije, tako da so povezave. Še lahko še eno kratko vprašanje, sorry. Sem samo slišala, da kdaj definirajo človeštvo v prazgodovini je tisti moment, ko imajo kosti, ki se je celil od nesreče in ne vem več, katera teoretičarka je. Aha, ja, tako. In ona definira pol, ok, človeštvo je takrat, ko skrbiš za nekoga drugega. In mislim, da pogosto z umetno inteligenco imamo kot nek moment, ko skrbimo, ali bo ta umetna inteligenca skrbela za nas, ali bo prepoznala neki humanost in ali bo lahko bila sposobna dokazati tudi isto humanost v bistvu. In a je to možno, da umetna inteligenca pride do točke, da je sposobna empatije oziroma pač želje potem, da sočuti z neki drugo bitje? Mislim, recimo ta gospod v zadnji se mogoče ne bi strinjal, ampak jaz mislim, da ne. No. Pač jaz zaenkrat ustrajam pri tem, da ne, da pač ni tukaj zavesti, da pač mi to projiciramo in pripisujemo in da tukaj je pač zelo, zelo napredna statistična obdelava nekih besed brez konteksta njihovega pomena in da lahko pa definitivno simulira empatijo, lahko govori stvari, ki bi jih govorila
empatična oseba. In tudi, mislim, te določeni modeli, ki so bili, se to je bil, mislim, da cel škandal, ko so neko podjetje, ki je dal v bistvu te synthetic boyfriends, tako, mislim, tako v bistvu ti je dal partnerja chatbota, s katerim si ti govoril in se glede na to, kar sta govorila, se je adaptiral model in to. In tudi, mislim, definitivno je v odnosu lahko mi občutimo to kot empatijo. In tako da tudi lahko na nek način se je pa vprašanje, a to pomeni, jaz mislim, da še vse ni na tak način empatija, tako da zavestna iz strani nekega modela, ampak vseeno pa je lahko nek učinek empatije, tako da to je pa že vprašanje definicije, a to pomeni, da je empatija tukaj, mislim, lahko jo občutimo kot empatijo, ker je pa mogoče lahko tudi nenujno slabo, ne vem, mislim, tiste veliko osamljenim ljudem je bilo tisto v bistvu ful pomemben in to je bilo nekaj, v kar so oni investirali leta life, tudi da so v bistvu ta model trenirali s temi pogovori in pa je bila fora, da pač ljudje so tudi sekstali s temi modeli in pol je to podjetje dobilo mislim, dost kritike zaradi tega in pa so spremenili model, tako da so dali noter neki filtru in neki stvari so odstranili iz učnih baz in odstranili so neka smutty fanfiction besedila in razne stvari, ki so bile zraven in iz enega dneva na drugega so bili v bistvu to, so pač ljudje, ki so ustvarili nek odnos s temi modeli prek tega vsakodnevnega pogovora, doživeli, kakor da bi jim umoril pač neko ljubo osebo ali pa nekaj tazga, ker kar naenkrat je bilo od nekih zelo poglobljenih pogovorov, je šlo v zdravo, kako si? In ona nekaj reče, tako, ja, to je pogosto lahko zelo težko. Pač nekaj tako ful generičnega, ne. In tako da ja, mislim, da niso sposobne empatije, ampak definitivno pa lahko v interakciji z njimi, ko oni generirajo neka besedila, mi to doživljamo kot učink, mislim, kot učink neke empatije ali pa pač neke povezave in nekega pristnega pogovora, tako da tukaj zato ima to še vse in kljub temu, da mislim, da ni dejansko to človek, da ima še vse in podobne implikacije lahko, kakor da bi bil. Hvala vsem za vprašanja. Torej, če nekako sklenemo to osnovno vprašanje, jaz bi rekel in ne popravi me, če napačno razumem, da umetna inteligenca lahko zelo natančno imitira tudi nekaj, kar je recimo čustveno delo, nikakor pa ne more imeti razumevanja, zakaj to počne in nekega čustvenega odnosa do tega. To je moje stališče, ja. Tako. Hvala, da smo lahko s tabo spoznali tvoje stališče. Hvala vsem za vprašanja, za čas in zahvalite se Neji, prosim. Hvala. Hvala tebi.